učenci, pravkar je šolo zajel oziroma šolsko telovadnico požar. Zato prosim, da prisluhnete objavi in se držite navodil. S takšnim obvestilom je ravnatelj prekinil pouk. Učenci in učitelji so po navodilih zapuščali šolo in se zbirali zunaj na parkirišču ob šolskem igrišču. Tam so opazovali delo gasilcev, ki so se medtem že pripeljali na intervencijo. Požar! Kje pa? Ja, tu v Limožu, v telovadnici. Na naši šoli se dogaja vaja požara, da bi učenci videli, kako to izgleda, če bi res bil požar. In kaj ste se naučili? Da moramo takoj izbežati ven. Če bi bilo požar, kako moramo iti ven iz šole? In kaj ste se naučili? Kako moramo iti ven iz šole? Torej, kako in kje je treba oditi? Skozi najbližji izhod. Kaj ste se danes naučila? Da moramo ob primeru požara oditi čim prej iz šole iz najbližjega izhoda in da ne smemo gor leteti po stvari, da ne bi umrli v požarnem primeru. Koga pokličemo, če gori? Gasilce! Tokrat so se odzvali oziroma na vaji sodelovali gasilci 3 prostovoljnih društev in poklicni gasilci. Sledili so precej realnemu scenariju. Vedno, ko pride do resničnega dogodka, se pač v tistem strahu lahko kdo poškoduje ali pa zateče pod predmete, kot so omare, mize in tako dalje. Seveda, ker je to v resničnem zadevi ogromno dima in vse skupaj lahko pride tudi do zastrupitve in seveda nezavestnega stanja, tudi se nam te ljudje ne odzivajo. Tako da vse naše napadalne skupine so imele nalogo, da pregledajo dejansko celotno šolo, vse še najmanjši kotiček, če bi slučajno se kdo zatekel. Našli so tako rekoč poškodovance in jih oskrbeli. Vzrok požara naj bi bilo napačno ravnanje enega od delavcev na strehi. Za realnost vaje so namreč uporabili dejansko izvajanje vzdrževalnih del na šoli. Podatek, da se pač pri servisu, bi rekel, strehe ponesrečil eden pri tem, ker je pač uporabljal odprt ogenj in pri tem se je pa tudi prišlo do peklin. Gasilci so hitro in strokovno opravili svoje delo. Tako so oni vadili za morebitne tovrstne intervencije, hkrati pa so se učenci in učitelji šole naučili, kako je treba reagirati. Po zakonu smo dolžni vsako leto organizirati takšno vajo, torej vajo evakuacije šole. In ker Pekrsko gasilsko društvo praznuje 125-letnico, smo se dogovorili, da naredimo nekoliko bolj zahtevno stvar, ki nam pa je krasno uspela in mislim, da so tako gasilci kot otroci zdaj pod narekovajem morda uživali, ker so podživeli tisto, kar se pravzaprav v resnici lahko zgodi. Tako da mislim, da je stvar zelo smiselna in pametna. Tako si bodo otroci gotovo za vselej zapomnili, kam poklicati na pomoč.